Matic, ajde, no. Tvoj izziv se začne zdaj. Predstavljaj si, da se znajdeš sredi divjine, brez jasne poti, brez pomoči, samo ti in neizprosna narava. Danes Aragos predstavlja novo serijo. V vsaki epizodi bo en tekmovalec postavljen na neznano lokacijo. Pred njim je samo en cilj. Najti pot do civilizacije. Oziroma do naprej določene točke. Pred njimi so kilometri gozda, skrite poti, jame, mostovi in nepredvidljive ovire. Vsaka odločitev bo štela. Danes se na to pot podaja Matic, ki je za naravo, bi lahko rekli, zelo domač. Na prvi pogled se zdi, da bi moral biti tak izziv mala malica, a divjina je nepredvidljiva in izkušnje niso vedno dovolj. Bo Maticu uspelo upravičiti pričakovanja ali ga bo teren presenetil? To je Izgubljen v Sloveniji. V tej epizodi se nahajamo v Rakovem Škocjanu, eni najbolj skrivnostnih kraških dolin v Sloveniji. Na prvi pogled mirna narava, a teren skriva veliko več, kot se zdi. Globoki gozdovi, kamniti naravni mostovi, skrite poti in razgiban teren lahko hitro zmedejo še tako izkušenega pohodnika. Tukaj orientacija ni enostavna, razdalje so vrljive in vsak ovinek lahko vodi v napačno smer. Matic bo dan začel v okolici Zeleških jam. Najprej jih bo moral poiskati in nato še raziskati. Pot pa ga naj bi nato vodila naprej do malega naravnega mostu. Od tam se naj bi podal potem še na daljši sprehod ob ponikalnici Rak, ki ga bo spremljala vse do druge jame, imenovane Tkalca jama. Njegova pot pa naj bi se potem zaključila pri ruševinah cerkve svetega Kancija. Naš tekmovalec danes ne ve, kje točno se nahaja, ne ve, koliko kilometrov ga loči do cilja, ve le eno. Pot mora najti sam. Matic, ajde, no. Tvoj izziv se začne zdaj. Ki da smo mi fante, drugače tole. Matic, na voljo imaš 3 ure. Nahajaš se sredi ničesar. Moraš se čim bolj potruditi, da v čim krajšem času narediš v bistvu vsak izziv, ki ti bo zastavljen. Še izzive, no? Ja, dobiš namige, kateri ti bojo pomagali priti ven iz tega gozda ali karkoli je. Ampak niso samo izzivi, lahko tudi kaj še, kazga čudenega se zgodi ali pa kaj, ne, moraš biti previden, zdaj si v naravi. Pokažem še nujno opremo, ki imam sabo. Evo, da boste videli definitivno vodice. To, da smo ostanemo hidrirani, da ne bo problemov. Potem imamo drugo pomarančni sokec, da ostanemo še bolj hidrirani in za vir ogljikovih hidratov. Pa imamo še eno majico s kratkimi, ki zdaj ne bomo potrebovali, ker me zebe do konca. Pa imamo logično, da brisačo, ne. To boste videli zdaj na naslednjem. Zakaj? Ker imamo sabo kopalke. To je, kakor vidite, lahko nujna oprema, če greste v naravo in se hoče slučajno kopati, če se žid, nujno, vzamete se vod. To je logično, da je ena spodnja majčka, ker pač to je pa lifesaver. Tole rešuje življenja, brez tega bi jaz zmrznil do konca. Zdaj za fejne, da boste videli, kako smo se prišli, da boš hladno mene domov, bi zavezala oči, potem se je srabo pol ure v avtu tako furet. Najbolj čudno možno, folk je baje gledal v avtu, še policija je šla kao mim. Jaz pa takole mi že več ne vidim. Obutev, kakor vidite, primerna naravi, tole je univerzalno. Prvi izziv, kakor lahko vidite, a moram tudi na glas jaz to bret, ker to se še nisem naučil. Ekipa, pozdravljen. A to NLM. Pozdravljen. Matic, danes te čakajo preizkušnje. Izziv, ki bo zahteval zbranost, pogum in pravo mero vztrajnosti. Na voljo imaš 3 ure, čas je že začel neusmiljeno odštevati. Da kažeš, da znaš preživeti in da zmoreš najti pravo pot, tudi ko ni očitno. Namig do naslednje lokacije. V Globeli, kjer se dolina pogrezne vase, tam, kjer voda izgine v objemu kamna, se v dežčini rodi svetloba in pokaže smer tistemu, ki zna gledati. Srečno, kada se zdaj prebral. Se pravi v Globeli, kjer se dolina pogrezne vase. To pravimo je pa dol, ne? Tam, kjer voda izgine v objemu kamna, nek požiralnik bom najdel, evo tole, se v tišini rodi svetloba in pokaže smer tistemu, ki zna gledati. Meni se zdi po temu namigu zdaj bi mogel biti proti vodi, tako da pojdimo proti vodi v tole smer, kjer se sliši voda in bomo našli, kjer se rodi svetloba, tako da ekipa, kar za menoj, pridite. Evo nas ekipa, kamerman 1, kamerman 2. Ko jaz to obračam?
A jaz mi bo skozi sledil, čak tako mora dati. Tukaj so še neke table, tole je zik del namiga. Zrušil se je strop, bum, tabla. Kaj pa viste, da je bila najprej jama in pol se je ogrezna noter. Tako da meni smo na pravi poti, če moram priti do neke globeli, kjer se rodi svetloba. Bomo še prebrali, zrušil se je strop, kraško površje. Ma dobro, to je to od branja, ne da se mi več v bistvu. Tole zgleda pa hudo. Ja. To je v naravni most, no? Fante, ravno, kje smo mi to zdaj? To nimam pojma. You are my sunshine, my only sunshine. In zdaj nazaj gre pa hitrej. Evo ga, naravni most. Tako da zdaj po namigu sklepam, da moram jaz na most gor pridati, da dobim naslednji namig. Evo ga, ekipa, zdaj bomo našli, kjer se rodi svetloba, še sonček se je prikazal, tako da meni se gremo proti pravi lokaciji. Brutalno! Kje ste vidva našla to? Fanta sta mi dala tak namig, da nimam pojma, kaj ne bi pomenil. A sem fanta trofno lokacijo? Žirija odkimava, da sem faul, ampak jaz to totalno ne strinjam, ker meni je tole pravi odgovor. Še enkrat, da preberem namig. Čudno sem slabo te prvič prebral, tako da bomo zdaj drugič dober. V globeli. Bral sem jaz samo za bit bil in jaz rabil iti dol, jaz sem šel pa gor, tako da jaz bi ti bil za Bear Grillsa 2. Ampak da bi imel Tic Grills. Pozor, pot v Udornice Zeliških jam ni del učne poti in ni urejena. Fanta mi bo dodala na nek off-road zdajle, da ja crknem jaz klej, to ne moreš. Najprej te zavežejo, nadbašajo v avto, odpeljajo nekam sred gozda. Kjero pot, jo bom pomagam mogel dati dejansko druge čevle gor, sam se mi ne da zdajle preobljuvati. Kroksi so bili narejeni, meni se je to že v letu 1850, to da hodiš v njih, ker to je res udobno obuvalo. Zgleda pa to insane. Evo, no, s tem, ker se rodi svetloba, kaj bo vidite, klele je tole jama, klej bodo kapniki nastali, če ne, 1000 let, je hudo, kaj da bi mi šli v ster lukno delali. Hejo, v jamo mi gremo. To je pa noro in noro. Kaj lahko voda naredi? Destinacija 9 od 10, meni je tole izjemno. Saj pa tudi mogoče ne slišite, ampak je ful glasno zaradi vse te vode, ki tele teče. Tako da jaz komi samega sebe slišam, to je mogoče občutek, da se malo derem, ampak to je nepopisni pogled, nepopisni zvoki. Tako da meni se zdi zdaj, pa mi tome, gleda to, da se tam rodi svetloba, upam, da ne rabim kaj po vodi plavati. Držim pesti, da nista take podale, pa bi to naredile, ampak gleda to, kako se smeji, nima dobrih občutkov. To zdaj, da izobrazimo gledalce, to je kraški pojav. To je to, kar znam povedati. Ne, razgled fenomenalen, kot neki tajski turist. Pa ne bo vodice, s tem smo pa mi prišli, evo ga s tem. Zdaj tega kamermana, kaj je luškam, pa še en, sam ne vem, zakaj on ne dela, pa je dela. Ne, huda lokacija, meni je všeč. Tlele na temu mostu bo, naj bo namig, čutim, da bo namig, upam, da nisem spet zafrknil, ker se pač prvo, kaj bo narobe. Zdaj pa, da moram jaz to v 3 urah narediti, ni šans. Žirija je potrdila, da smo končno našli našo lokacijo, treba biti v nove globeli, kjer se rodi svetloba, tako da zdaj se pripravljamo na drugi namig. Potrebovali smo 1 uro, ampak je to uspelo. Tako da zdaj jaz računam, evo ga drugi namig, da bo drugi namig lažji. Evo ga drugi namig ekipa, prišli smo končno naše prve destinacije, tukaj lahko vidite v globeli svetlobo, malo bom pa še raziskal. Evo ga nekaj pokaže, šli bomo še tja dol, ja, pa bomo še najverjetneje še kle gor. Sam najbolj bomo pa mi namig prebrali, ker zato smo sem prišli, zato smo tukaj, da se rešimo iz te neokrnjene divje narave. In tako da moramo še pred temo, ker potem, ko mrak pade, jaz ognja za kurt ne znam in da ne poginemo enak hiter. Evo ga smo pripravljeni, bravo Matic, smo že mislili, da se bo ekspedicija predčasno končala. Ja, fanta sta je prebrala vnaprej, vendar si dokazal, da si kosi zim. Prva kuverta je za tabo, pot pa še tebe zdaleč. Pot pa še zdaleč ni končana. Tvoje potovanje se nadaljuje tam, kjer si začelo. Drugi namig, ni ga zgradila človeška roka, pa vendar povezuje 2 svetova. Prehod, ki obstaja že dolgo pred nami. To pa zdaj najverjetneje, če ste razumeli, če ste sploh slišali kaj zaradi vode, sklepam, da je to naravni most. Če pa zdaj Lisa trofno tega namiga iz prva, pa tudi ne vem. To bo mala malce, se mi zdi, da se lahko vzame 5 minut, pa pogledamo vse te skrite kotičke tega čudovitega kraja. Jaz bi bil turistični vodič, se mi zdi,
tole bi prodal, lopi iz občine dobu, tako da malo žepe, ker to takole prodajam. A probamo vodo, da vidimo, koliko je topla. Ja, meni se zdi ene 25 stopinj, čutam. A glej, potipaj. To, da vidite. Ja, to je mene 30 že mogoče. Ne, pa ne, da se tukaj nahajam Martin Strel. To pa hudo. Da vidite, ka voda konstantno teče, ko v bistvu nanese pol ta kamen, ki ga prej raztopi. To so čudovita gladka stena, ne? Zdaj ne mojih fit pikov, ali to je za dovplačati ekipa. Moler, kdo dva ima to mehno glavo, ne mu to učivam, potegne, pa pojdimo. Obara! Dakle, bi si pa z vikend postavil, ajga, točno danes pojdi. Tukaj lahko vidite, imamo vodno očala, ki smo rabili preplavati tole deročo reko, zato da smo prišli do tega skritega kotička v raju. Nad nami lahko vidite tale naravni most, ki smo ga videli prej, izgleda res magnifikantno. Pogled je nepopisan, gledajte Nejca, kako z veseljem raziskuje naravo. To, ko otroke zapreš ven iz hiše in se takoj začne zabavati. Evo, Tijan isto, on se bo zdaj po mojem preobreku, ker sta fante šla v čevljih po tej vodi. Jaz sem na srečo prišel edini, obuj primerno. Kamerno jame vse tele mote, to morate vi prijeti pa pogledati. To je, kot sem že prej rekel, kazim lokacijo, sporočim, pa pogledajte, bomo naredili eno feštico tukaj. Amo res, pač gledajte ta naravni most. Ne, tako da zdaj pa meni se moram jaz na most prijeti, zato da namig ugotovim, dobim tretji namig. Tako da pojdimo ekipa, ne? Ne, res, da bi bila voda malo počasnejša, jaz bi se šel takole kopati, na eno žabico. Ker jaz sem imel bronasto priznanje v Ščuki, v prvem in drugem razredu osnovne šole. Tako da, nažalost, sem plezalke dosti pozabil doma, drugače bi šli mi klele po tej desni steni en prosti slog plezanja, to pa hudo. Sam naprej se pa nažalost ne da. Vse gleda se gore pride, a? Sam ne uric ne imat fantov, čivam več kaj zgori. Halo, amona. Našel sem zelene jame. Pa je to, zelške jame. Ja, noč, zdaj pa očala grejo nazaj gor, ne? Pa pojdimo iz tam, ki smo prišli. Tole je predprostor. Mogoče pa je to kakšna bližac. O, dejansko. Ja, glej tu. Sam gled sem pa jaz zložil do konca. Evo, pomahaj v Nejcu. Ahoj. Ej, glej, jaz ne morem prijeti dol, a? Budala mi še kar maha. Jaz dol pridet ne. Opa, Spider-Man! Evo nas, zdaj smo pri drugi lokaciji. Kje se trenutno nahajava? Trenutno se nahajamo v Sloveniji, lokacija neznana, pri najlepšem naravnem mostu. Ok, za namig mislim, kje se nahajava. Za namig, kaj je to? Čakaj, sem poznal. Pri najlepšem naravnem mostu, ki se vidi do zdaj. Ok. Za dvema udrtima stropoma od jame, tako da naj se zdaj se trofno namig. Ja? Ja, evo, se ti zdi? Že vidim kuverto, evo ga. Trojkica je moja. Pa še slikca. Da vidimo. Nivo risanja, pa se vidi, da se res ostavi ta še od osnovne šole. Načlic, pot je še dolga. Ja. A pa ti polet nosiš? Ja, polet se ponavadi brez hlače. Zdaj nam je glih prav med temperaturo. Gospod je prav hotel autogram, saj nisem imel na kulija. Evo, Matic, pot je še dolga. Tretji namig. Če ne vidiš poti, poslušaj. Rak govori samo s tistimi, ki hodijo z njim. Kaj sta pa idva kadila, kaj sta to pisala? Evo, potem še nekaj preščrtanga. To zdaj ne vem, sta se zmotila, pa niste imela raderke. Ali pa to slučajno namiga. Tako da bomo štole zdaj prebrali. Hoditi z rakom pomeni poslušati. Skril se bo v temo od druge jame, kjer te čaka zadnji namig. Druga jame za zadnji namig. Prav najverjetneje bomo šli zdaj mi na brezpotje. Torej nekje tukaj.
In jaz bom slišal te čiričke, sem rake in... Ne, tam reč, kaj sta videla skodila, ker sta dopisala, kaj bom z raki govoril, sta rukne na malo glavo. Rak govori samo tistim, ki hodijo z njimi. Rak govori samo tistim, ki hodijo z njimi. Če ne vidiš poti, poslušaj. Po svoji intuiciji pa bomo šli klale naprej. Prav, kaj je res ni poti. Moja moram kar rak hoditi takole po stran. Pa kleščice, a? No, evo zdaj, za kontekst, mi smo bili prej tam dol. Tle je to, vidite to šave, tam čist spodaj, pri tej vodi smo mi hodili. In to zdaj edino, kar slišim, je to. Tako da meni res zdaj pri srcu ne prav skrbi, da moram spet ja dol. Jaz bom šel klede pogledati ene 50 metrov naprej in če bom kaj zaslišal, bom nadaljeval, drugače se obrnem, pa sklepam, da moram po tam se mi zdi, da sem videl še eno pot, pa na uno pot. Ampak gremo najprej kaj, če smo že tukaj, se gre klede pogledati, ne? Jaz sam voda slišam, ne? Ej, kako se raki oglašajo? Rega. Slišam avto? Neč ginu. Dobil smo kameramena 2, meni se je šel domov. Našli smo cesto, ekipa, tako da grejo avti v to smer, po mojem moramo za avtomobili. A to so raki kao. Jaz sem to na nekih gobicah, pa videla avto, oglega rak. Smo bili slučajno kakšnega raka, pa kaj? Ja, on je po horoskopu rak, zdaj ne sem se spomnil. Tako da meni se zdi, da moram njega poslušati, kaj mi bo on povedal. Ja, ne ni žal, da sem trofnul. Ej, dejansko sem trofnul. Ne no. Evo ga, da vidite, dobil sem namig, nek klicaj, to je pa en zadnji namig, če sem jaz prav prebral. Tva radovednost je občudovanja vredna. A tokrat je zapeljala malo predaleč. Prva sled čaka drugje. Model. Globoko vdihni in se obrni. Ja, dol. Ne. Kaj ne? Kaj je, pa gremo nazaj do mostu. Je se javil čez 15 minut, ne? Del ekipa, čau. Kje so zdaj mi dva, Matic? Ja, zdaj, če smo pa čisto iskreni, ne, če se to zgodila. Šla naj se po napačni poti nazaj, čez to šumo. Kako da si nisi zapomnil, kje smo šla? Moreč, šla kar nekje. Jaz sem sam mah gledal. A to je rak v Škociji. Stoji pa lahko gana. Ne, tako da imate tudi učno pot, to je celoten zemljevid, kakor lahko vidite. Kratka tura, ampak meni se zdi za eno lepo sobotno ali pa nedeljsko dopoldne, popoldne. Tukaj lahko vidite, kaj je ta most, ki smo bili, ne. Mi smo klej spodaj hodili. Zdaj lahko to tudi preberete, če vas zanimajo te podrobnosti. Jaz ne bom, se pravi, Kitaj, pa meni se zdi brez razmisleka. Jaz se moram ob reki hoditi. Zato smo prej vodo slišali. To je pa hud namig. Tako da jaz sklepam, da moramo mi zdaj iti ob tele reki Rak in potem najverjetneje pridemo do druge jame. Ok, gremo mi do vodi, pa prvo jamo, ki vidimo. Pa prvo jamo, ki vidimo, ne? To so jame, se pravi. Čak mi, sem kaj tako znucan, da ne vem, kaj po mojem tudi en se je bolj za jamo, to je jama. Bro, to, zdaj ne vem, a to šteje pod prvo jamo, pa je druga tam dol je kali smreka. Ne, to je pa zdaj triki vprašanje. Tako smreka. Kjera? Po Storžih se ve, veš? A kaj že ena gore na dol, ne? Unmo, kad dol visi, ne, je smreka. Ja. Tisno pa, kad gor stoji, je pa... Je pa jelka. Ja. Čakaj, mogoče kaj, to smer druga jama. Možno, ja. Evo nas nahajamo se pri neki žagi. Sklepam, da moramo mi da se videti, ampak levo, ne, navzdol proti vodi, ker žaga mora biti pri vodi. Žaga, ja. Tukaj vidite po tele sliki. Pa jaz upam, da je to ta druga jama, ki sta mislila. Čeprav tam so še neke slikice, nekih rožic, tole niso sicer opazila. Levo je veliki naravni most, mi smo bili torej pri malem naravnem mostu, ja. Zdaj pa ne mišljam, da mora k velikemu naravnem mostu, ampak jaz imam občutek, da mora klele, mi v bistvu tja dol. Čeprav kaže levo, ne? Tja kaže, ne? Naravni most je to mi bomo šla najprej klele dol pogledati. Če ne drugega, da greš malo off-road, pa upam, da si v tem letnem času tale rožica naraste, ampak da mogoče najdemo kakšen nastanek. Kar pojdite z menoj, pa plaže. Lepo je, ja. To se prav vidi, kje si ti hodil, ko greš do dna. Je mogoče to? Oh my god, ne, ni šans, da si že najdu. Oh my god, Matic, ni šans. Je pa hudo, da je to. Wow. To pa je crazy, ja? Malo si prevela, Kal? Meni se smo zašli, da je to spet nabačna jama. Dej sam da pogledam. To je tako šupa. Sami res ne. Pa še temeni, ne? Ajde, laufi. Ajde, srnca. Ja, pa zdaj, če ni table. Pa levo. Ja, vem, levo moramo iti, vidim. Ja, mi ne gremo zdaj prav, drugače ti že nekaj. A misliš? Narobe greva. Ne, prisežeš tam. Zdaj si pa nevaran. Čakaj. Joj.
Wow. Ne, zdaj pa res tako, gremo prav, ne? Meni se zdi, ja. Mislim, ne vem. Zdi. Dobro, daj. Ti moraš zdaj, tukaj boš pokazal svojo koordinacijo, koliko si sposoben v bistvu razmišljati. Je pa ga medo. Ja, daj šprinti, pizda. Tihem nazaj. Dobro, sorry. Ja, daj pet ga. Napad, da? Veste, Veš, že čutim tole jamo, zadnje pol ure. Že čutim zmago na koncu jezika. Ta je dolga, drugače. To pa, ne, se to, oni kaj ta smrk. Prej govoril, ja, zdaj, čez 10 minut bomo, čez 10 minut, ja, še čez 10 minut bomo. In jaz se zavezal ne uči, nobenega feelinga, noči smo imeli. Ja, se tele, kmalo bomo. Ja, še malo. Zdaj mi je pa rekel, da imam še ful, tako da jaz čutim, da bo blizu. Evo ga, snemam, mam. Pridi, dolazi, sine, dolazi. Približamo se koncu poti. Danes smo mi tam na polovici, očitno. Ja, skoraj, ja. Tako da pojdemo naprej. Gremo! Pa gledajte tale, prečudovito. Pokažem, Tiđo, pokažem. Pokaž. To, čak, tole se da še vidi. Kaj je to veliki naravni most, a? Luškan do konca, tukaj mi gleda. To je po mojem top tier zanimita z danes snimo. To je pa 10 od 10. To so leta in leta. Nekdo se suneje, gledajte ga, da pokaže. Gledajte tam gor. Ne pridi prav. Evo na vse, 10. vlog že. 12. 14. To nima več prst, da bi štel. Ampak smo blizu konca. Točno tako, nahajamo se na velikem naravnem mostu, kot lovite. Nažalost ne moramo videti vse te lepote, ker zdaj je sonček šel, svetloba ni več prava, ampak lahko verjamete na besedo. Mi smo pravi. Točno tako, to so besede malega človeka. Čak, meni si je tukaj, le? Tukaj? Tukaj čutim. V tkalca jami se rak poslovi od rakovega škocijana in skrito očem nadaljuje pot proti planinskemu polju. V jami pa se ne skriva le rak. Po ljudski legendi se v jami skrival tudi tkalec, ki je tkal ob nedeljah, dnevu počitka. Kateri dan je danes? Če ga bomo videli. In koga je motil? Čarovnice, palčke in druga pravlična bitja, ki so prebivala v jami. In motil jih je tako zelo, da so ga začarali v kamen. Danes se nam tkalec zdi kot kapnik, ampak kdo ve, morda je pa res. Pazi torej, kaj počneš v jami ob nedeljah. Bom srečala kakšne palčke. To model, to se še obesati ne mora. Pa se bom kaj rešil s tem. A pa ja, dobro. Evo ga, nam vidi številka 4, končno. Pozdravljen, svoje pot se bo sedaj izglobeli in jam dvignila. Vsak še 5 raka te je prinesel bližje cilju. Zdaj te čaka zadnja skrivnost. Kraj, kjer se čas umiri, kjer nekdanji zidovi še petajo. Molitve in spomini počivajo. A to se sliš? Ja, malo. Upam. Ja. Sedaj nadaljuj svojo pot in najdi kraj, kjer starih stolpov ni več, a duh kraja še vedno varuje tiste, ki iščejo mir. Tam boš našel tudi svoj konec. Zdaj pa, če sem jaz prav zemljevide pa to sklepal, moram jaz tole najverjetneje do unih razbitin, kukor se do meni sliki pridete. Bravo! Tako da, sam to bo zdaj vprašanje, ki je pa da bo neka tabla. Bomo videli, midva se pa zdajle naužila te lepote. In pa se vrnila nazaj gor. Upala, da se ne zaživa na unih štekah. Ura je 3. Mišla ne bo sicer, da bi jaz to v 3 urah končal. Jaz sem v bistvu od drugega namiga porabil 3 ure. Se pravi, zdaj v poprečju imamo mi tam, zdaj smo začeli ob 11. Meni se zdi. Se pravi, imamo poprečno 1 uro na namig, kar se meni sliši to grozen. Ja, ne? S tem, da pač, saj jaz sem taka oseba, jaz, ki grem nekaj pogledati, se vzamem čas,
Jaz si Pa ga veselje, pa. Pa veselje. Pa tam se bilo še malo takih interakcij, a ne? Ja, pa takih. še malo smo se z drugim folkom Ja. zapričali, tako da minutke grejo 1, 2, 3. Mogoče bomo imeli ful preveč posnetka kontenta. Pa vse to je boljše. Tako da, če boste hoteli ekskluziv edition, ker ne bo šlo noter, dobro, to pol, to je za druge stvari, to je drugi lepek. Ampak dajte kraj tako malo žepka, donirajte kaki evrček, pa vam pošljete ona, da vse videe možno. Ampak se veste kaj ne, to gnar je, to muske. Ja, ima pa treba, ker mi tudi to damo svoje sredstva noter, svoje ure, svoj čas. Vse se zabavamo, samo veste kaj, čas je denar, ne. Bomo hvaležni za kaki evrček. Če ne drugega, da si jaz ene čevlje kupim. Bi bilo fajn, ne? To, pa da naslednjič, da se bomo lahko kako hrano kupili, da se podporemo, ker mi zdaj to vse na parah delamo. Tako da zdaj pa pojdimo do razbitin. Kaj je to neka stara cerkev, kaj bi kdo rekla? Ja. Meni deluje. To so še ostanki iz rimskih časov. Iz rimskih? Julij Cezar je tole na lastne roke zidal. Ne smo zdaj prebrali. Pa če od prav človeka je bilo tukaj nekaj, no. Ne bom pa se kaj na dolgo bral. To je lepa, ne? To se vidi, da so mojstersko zidali. Ja, ne? Kar pogumno, kar pogumno. Meni se zdi, da nekaj zlatega videl. Pa ja, nista res 100 evrov mi dala. Nekaj je težka, potežkamo, a? Dajte še vi probati. Potežkajte. Tu vidiš, se čuti teža, ne? Ajde, čau, posumaj. Alo, moje? Tukaj pa je gorenci, ajga. Evo, in grand opening za zadnjo. Pa meni da, ja nisem dobil kolajne. Meni šans. To je zame res. Ja? Matič, čestitke, pravil Hvala, si izziv, dokazal si, da svojim znanjem, čeprav ne lih tok, ampak rečemo, da je bil konkreten in s tem si zaslužil to, ja. Čisti bron, ampak Čisti bron. tole bom... Sam njega prodati, veš, kaj to je bilo kar drago. Da res se lahko obdržim. Ja, kaj je to gor? To je, kot lahko vidite, tale rak, ki sem mu cel dan sledil. To. Tako da, najlepša hvala, fanta, za tole darilo. Meni se je še to zadnje sporočilo pismo, karkoli je tole prebrano. Bravo, na to, kar si zaslužil. Bravo, Matic, tukaj srednji česar si dokazal, da znaš slediti poti, tudi ko je skrit. Dokazal si, da znaš poslušati, tudi ko ni besed, ustrajati, tudi ko se zdi vse izgubljeno. Najbolj ta trenutek tvoja nagrada, mir, spoznanje in zadovoljstvo, da si uspel. Avantura je končana, a spomini, ki si jih ustvaril, bodo živeli naprej. Dobrodošel med zmagovalci. To. 4 ure, Aj, bruda, GG, Conti. Ampak lej, lahko se odbija, veš, kaj sistem hodil, ne, to pač To treba, ja. In še čestitke, Nejco Sredkar, Tijo Mihovec, tako da prosim, res. Bravo. Če tale video ne dobi lajka, pol pa tudi, ne vem, like, subscribe, To je share. res drugač največji production do zdaj, kot smo ga imela vidva sploh. To, iskreno, kolikor jaz poznam fanta, ste se tole potrudili, sploh s to, ker ste se mogli naučiti pisati. To kot prvo. Tale izziv meni je bil fenomenalen, res všeč. Na začetku sem bil najprej, peljete me v gozd, zavezani očmi, malo skeptičen. Tako da, like, share, subscribe, pa še kaj, karkoli klikate spodaj, save, nima veze, vse. Zdaj igra pa mi v Mac. Evo me momci, ugante, kdo je dobil najjačo medaljo. Prosim, en aplavz, to je bilo rekordnih 4 ure pa pol, če ne še več. Tako da jaz sem ponosen sam na se in na fanta za tok fenomenalen izziv in take... In take nerealne namige, sicer so bili malo taki dvomni, težki, triki. Rečemo, za vsak namig se meni 3-krat s poti zašel, ampak pustimo to, srečo je bila z nami produkcija, studio in so stali z nami na vseh nevarnih poteh. Tako da so vedno bili z nami, tako da ni bilo nobene nevarnosti, vse je bilo v mejah normale. In hvala še enkrat Aragosu za ta najjačji izziv in za najlepšo medaljo, evo ga, Rakec za Rako Škocija. Zdaj se pa Matičko poslavlja, z Urko me že v K, tako da zdaj grem jaz jest. Čao! Kaj boš ti Tičo povedal? Arrivederci. Stay tuned, to bo objavljeno kmalu, razumeš? Bolj ti lang, Bruna, še ne ti. Dobra produkcija, hvala vsem za sodelovanje in adijo. To, se poslavlja.